Verjetno je večina državljanov že pozabila, da je leta 1992 v Sloveniji bilo okoli 420 tisoč prejemnikov pokojnin, na enega upokojenca pa sta delala malo manj kot 2 zaposlena. 26 let kasneje v Sloveniji pokojnino prejema skoraj 620 tisoč ljudi, na enega upokojenca pa dela še zgolj 1,4 zaposlenega. Od 620 tisoč prejemnikov pokojnin pa je kar 280 tisoč takšnih, ki zaradi nizke pokojnine živijo pod pragom revščine. Vse, kar je bilo, kar je dajalo delovna mesta in neko socialno varnost ljudem, nezaposlenim, vse to so pravzaprav, jaz sploh ne vem, kako so to prodali, razprodali, polastninili, večino so ukradli, no? Ker verjetno so vse kredite, ki so jih dobivali na priimke, na funkcije, plačali delavci. Upokojencem je torej kristalno jasno, kje tiči srž problema. Velikokrat pa je čutiti, da se politika pri teh vprašanjih vrti v začaranem krogu. Poslanska skupina Desus je vložila spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer bi ta procent neusklajevanja v preteklosti v naslednjem obdobju 3 let nekako, bom rekel, pod navednicami spravila noter in se bi upokojencem povrnile te krivice, ki so jim bile narejene, tako da nekaj aktivnosti je. Političnih idej je torej, kot že velikokrat poprej, veliko, konsenza pa bolj malo. Če pa govoriva o zakonu o demografskem skladu, to pa je ena izmed prioritetnih bila nalog te koalicije zapisana na zahtevo Desusa v koalicijsko pogodbo, pa nažalost smo naleteli jaz ne vem, kako naj temu rečem, na kitajski zid, na strani finančnega ministrstva in tudi na zid pri največji koalicijski stranki. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti upokojencem zagotavljajo, da bodo za svoje pokojnine lahko kmalu kupili več. V letošnjem letu, ko imamo gospodarsko rast, ko rastejo plače, bodo upokojenci deležni dvakratnega usklajevanja pokojnin 2,2 in pa 1,1 odstotka. Na ministrstvu se tudi zavedajo težav, ki jih prinaša staranje prebivalstva in ukrepov, ki bi jih država morala sprejeti. Tukaj je potrebno ukrepati, pa ne samo na področju pokojninskega sistema, potrebno je v prvi vrsti ukrepati tudi na področju trga dela, za zaposlovanje mladih, za dostojnimi zaposlitvami mladih, predvsem pa s tem, da bomo starejše na trgu dela ohranili zaposljive. Najnižje pokojnine bodo očitno še naprej pod pragom tveganja revščine, povprečna pa blizu njega. Čarobne palice torej ni, gre razumeti šefa SPIZ-a. Če gledamo, da je zdaj 500 evrov zagotovljena pokojnina za 40 let pokojninske dobe in da je od 500 evrov pa tja preko 600 velika in to so ogromna sredstva, tako da tukaj si ne bi upal nič obljubiti. Tudi pri pokojninskem sistemu se vse začne in konča pri odgovornih upravljalcih teh blagajn ter odgovornih kreatorjih politik. So pač not ljudje, ki mislim, da niso prišli z realnega sveta delavstva in že takrat upokojenstva, da bi znali to ohranjati in znali ceniti vse, kar so dobili v upravljanje. Dlje časa, ko se bo odlašalo z ukrepi, manj je možnosti, da bodo generacije, ki danes vstopajo na trg dela, od pokojnine iz prvega stebra v jeseni svojega življenja lahko tudi preživele. Kolikor jim bo pač življenja, ko jim bo zakon dopustil upokojitev, še ostalo.